Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni v Fine podcastu. Fine podcast je podcast, kjer inspiriramo ljudi za to, da najdejo fajn v sebi in vedno imamo neke goste, ki že delajo to, kar jih veseli in so našli na nek način svoj fajn in ga tudi živijo. Ker pa smo do zdaj vedno imeli goste, ki so tako ali drugače v ospredju, imamo tokrat spet enega prav posebnega gosta, ki bi ga jaz imenovala stric iz ozadja. Marko Brumen je producent v Vetrinskem dvoru v Mariboru in pa tudi producent uličnega gledališča na enem največjih slovenskih festivalov, festivalu Lent. Marko, pozdravljen. Zdravo. Ti torej delaš to, kar te veseli? Ja, načeloma, večinoma, pretežno ja. In v bistvu te je to od nekdaj veselilo produkcija, oziroma ti si nekako, čeprav si študiral v bistvu ekonomijo, oziroma že srednja šola, če se ne motim, ekonomija in potem dalje ekonomija, v glavnem cel čas ekonomija in potem pristaneš v kulturi. Kako se to zgodi? Po nesreči. Zelo dolgo sem študiral, ker sem bil precej temeljit in ker nekako nisem videl tega v bistvu smisla, kaj bi s tem počel. Bilo je zanimivo, ampak kaj pa bomo? Ali bomo oglaševalci, ali bomo marketing, ali tu nekaj komunikativnega sem hotel delati, ampak potem sem nekako pristal v Kibli. Takrat je to bil Cybercafe, eno prvih društev, ki je začelo pridobivati tudi evropska sredstva. Ukvarjali so se z zelo sodobnimi oblikami kulture, multimedijo. Mislim, bil je res enorm plac in sem tam začel delati za šankom. In potem sem kot šankist videl, da bi to, kar jaz znam, oziroma kar so me naučili in kar mi je fajn delati, v bistvu bilo dosti bolj potrebno v kulturi, kot pri prodaji pralnega praška ali kavbojk ali lakov za avtomobile. In sem iz tega naredil diplomsko nalogo. Takrat sem našel nek smisel v tem, združil sem, se ni ne vem kaj, pač to, kar so učili za podjetja, sem samo poskušal aplicirati in prenesti za kulturne organizacije, ugotovil, da funkcionira kot princip, da pa tega nihče načrtno seveda ne počne. In to je bilo to. Okužil sem se s kulturo v Kibli, še zdaj jim to zamerim, seveda v dobrem smislu. Sem pa potem tudi spakiral in šel še drugam to raziskovati. Ti si nekako pristal tudi v Londonu potem, kot na podiplomskem študiju. Je to ta drugam? Ali tudi, ja. Kaj imaš v mislih, ko rečeš, da si še šel drugam? Kam te je še potegnilo? Marketing in ekonomija je marketing in ekonomija. Potem se mi je zdelo, da bi mogoče lahko tudi kaj več vedel o sami produkciji in o kulturi. Tudi že takrat, ko sem začel delati v Kibli, sem ugotovil, da nekih pač tekstov in teorije in nekih stvari, ki bi hotel zvedeti o kulturni produkciji, pri nas pravzaprav ni. Obstaja sicer en študij na FDV, ampak je bolj kulturologija kot znanost, ne pa kot produkcija kot taka. In se mi je zdelo, da bi nekako sem našel ta razpis, ki ga takrat imelo še seveda Slovensko kulturno ministrstvo in ena fundacija iz Velike Britanije, torej pač njihova pisarna, Shivning Valvazor, kjer so imeli štipendijo, ki si jo v bistvu porabil za en semester v Londonu. Jaz sem pa si iz tega denarja malo raztegnil na oba semestra plus prakso. In je temu se reklo postdiplomski študij kulturnega menedžmenta. In je bil fajn, zelo fajn. Takrat sem sicer mislil, pa dajte mi še kaj več povedati, ampak sem ugotovil, da je fajn, ker je potrdilo to, kar sem nekako mislil in vedel in o produkciji, in o marketingu produkcije. In sem prišel potem nazaj, kaj vse bomo delali. No, to mi je ful zanimivo, ker v bistvu vmes si potem tudi v svojih delovnih izkušnjah že nekako pristal v Ljubljani, tudi v glavnem mestu. Praviš, kulturna eksplozija se je dogajala takrat in potem spet nazaj v Maribor. Pač se veš, ta
nazaj v Maribor, mi je zanimiv. Kako se ti to vedno zgodi? Oziroma... Kako šele meni? In to se sprašujem tudi sam. Ne, potem, ko sem prišel nazaj, je bilo nekako ideja, da je boljše početi velike projekte v malem mestu, kot pa male, srednje, velike projekte v ogromnem mestu, ker karkoli tam narediš, je še vedno pač samo ena izmed stvari. Pa tudi zdelo se mi je, da prej ali slej bi se vrnil v Maribor. Ima kvalitete, ki jih London nikoli ne bo imel in ne more imeti, in zakaj ne bi tu spet začel, da ne bi zdaj 10 let pač tam visel in se potem tako vrnil. No, ampak ja, nič, pobegnil sem v Ljubljano. Silom prilike so se pripravljali na Evropsko kulturno prestolnico. Mojih izkušenj, projektov, idej nihče ni potreboval in župan je najavil kulturno eksplozijo. To ni nekaj dobrega in sem rekel, grem v Ljubljano. Dobil sem zelo dobro ponudbo od Aksiome, ki je bila naslednja velika prelomnica. Sem jim pa izjemno hvaležen, da sem to priložnost dobil in da sem to lahko naredil. Da si v bistvu s tistim zanosom, ki si ga imel tukaj, da sem šel delati v Ljubljano. Tako, in da si v bistvu tu obzid na nek način toliko, da so se ti tam ta vrata odprla, ne? Je pa čisto drugače tam delati z Bunkerjem, z Plesnim teatrom Ljubljana, z vsemi, ki tam ustvarjajo, se malo drugače diha. Tudi zato, ker nisi obremenjen z lastnimi domačimi stvarmi. Fajn je bilo. Ja, no in v bistvu to okolje, o katerem govoriš, ne, se pravi spodbudno okolje, ki v Ljubljani je, verjetno tudi v Londonu, vem z drugimi gosti, ki sem se pogovarjala, so tudi, ne vem, Amerika, Kanada, pač čisto drugačno okolje. Je v bistvu kar pomembno, ne, da človek potem res inspirativno deluje ali ne. Ti si zdaj v bistvu v Mariboru, v bistvu na celo zgodbo si večino časa vseeno v Mariboru, če se ne motim, ne? Kako ti torej uspeva pač to inspiracijo vseeno tu vzpostaviti sam v sebi, glede na to, da okolje mogoče ni najbolj naklonjeno? Ker je fajn, vsebina je fajn, tudi kadar te vsi ostali faktorji in prav faktorji kulturne produkcije mogoče razočarajo ali pa niso optimalni, je vsebina še vedno fajn. Ko nekdo nekaj naredi, ko to nekaj nekomu spremeni pogled ali pa ga navduši ali ga pa samo nasmeji, je še vedno fajn vedeti, da si k temu pripomogel ali pa omogočil ali pa organiziral, ker je vredno. Vredno je tudi, čeprav je samo za enega ali pa za 10 ljudi, je vredno. Na nek način to, kar ti delaš, je ustvarjanje dodane vrednosti k vsakodnevnemu življenju, bi lahko rekel tak, v družbi. To so globoke filozofske debate, ali je kultura in umetnost dodana vrednost ali ne. Kaj ti misliš, je ali ni? Glede na to, da jo počnemo že od jamskih časov dalje, jaz mislim, da je to nekaj takega v človeku, da je nujno potrebno. In jaz tudi tako mislim, nekaj, kar ne bi smelo nikoli umreti, čeprav... Tudi nikoli ne bo umrlo. Vprašanje je samo, koliko ljudi ima do tega dostop, za tem stik, koliko ljudem se to karkoli pomeni, spremeni, da misliti. In nekako bi človek rekel, razsvetljenska težnja je bila, da je to treba omogočiti čim večjim ljudem. In zato je tudi kot neka javna dobrina pripoznano in financirano iz skupnih sredstev, če se zdaj pogovarjamo o ekonomski vrednosti tega. Kultura je, kultura bo, kultura je vse, kar je okoli tebe. Zdaj pa je samo vprašanje, ali jo načrtno gojimo in poznamo ali pa ne. Kdor je ne pozna, je pač na koncu koncev vedno zgubi. Ne na vse zadnje, zgubi tudi svojo humanost brez tega. Tako, se strinjam. To je dokazljivo. In če smo zdaj malo idealistična, kaj lahko naredimo, da bi se ljudje bolj zavedali pač te vrednosti kulture in da bi se manj usmerjali v materializem, ker se mi zdi, da pač ravno ta materializem uničuje to humanost in to povezavo človeka s sabo in istočasno tudi s kulturo. Kar lahko v resnici praktično sami za sebe in za druge naredimo, je, da to pač prakticiramo. Prakticiramo v obliki ali aktivni, ali pasivni, ali kot konzumenti, ali kot ustvarjalci. Na vsak način, v vsaki priložnosti
ne glede ali je to za 5 evrov ali je to za 0 evrov, je malo pač depresivno razmišljati, da je to vse, kar lahko storimo. Kot skupnost, kot družba, kot država bi pa lahko naredili marsikaj z nekaj več vizije, z nekaj več odločnosti, z veliko več strateškega pristopa, z malo več denarja. Jaz mislim, da tu ni količina denarja, ni pravi problem, bolj količina povezanosti v tej viziji. Ja. Povezanost je pa stvar, še en greh, in ta greh se mi zdi pa morda vsem na strani nas praktikov, ustvarjalcev, umetnikov. Moja divja teorija, želja, idealizem je, da če bi se resnično povezali, bili sposobni dogovoriti, kaj hočemo, bi to že zdavnaj imeli. Torej, mi v bistvu delamo dobro, samo še ne vemo tega, da je to dovolj dobro. Mislim, za vse druge je dovolj dobro ali pa celo najboljše, mi pa to tako lepo. Okay. Pač neka velika predstava je bila in nimamo dobene fototeke, kar se tega tiče. Tako da na nek način zelo pestro, v bistvu, sploh to, ko praviš, da je potovanja in da te vedno kam odnese in potem verjetno tudi sodelovanje z kulturniki pa z ustvarjalci, pa to je fajn, ne? Tako da... Še bolj fajn bi bilo to, osebni nivo prenesti, da bi tudi vsako mesto imelo nekaj od tega. Jaz mislim, da vsekakor moramo vedno znova slediti temu, da bi radi nekaj več in najti poti znotraj okolij, kjer pač funkcioniramo. In jaz mislim, da vseeno tebi uspeva. No. Na koncu, tako kot si rekel, ko ustvariš neko predstavo, ko sodeluješ, ko dodaš neko dodano vrednost, pač mogoče ni na nekem velikem obsegu, ampak dati tisto notranje zadovoljstvo in se splača slediti te poti. Bom rekel, inšalah. Inšalah. In s tem zaključujemo današnji Fine podcast. Hvala, da ste bili z nami in do naslednjič. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fine zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.